Lepo pozdravljeni, sem Janko Urbanc, prihajam z Geološkega zavoda Slovenije, z oddelka za podzemne vode in sem vodja projekta EIP Vode zmanjševanje obremenitev iz kmetijstva na površinske in podzemne vode. Kot pove že podnaslov projekta, je njegova rdeča nit iskanje načinov, kako čim bolj zmanjšati negativne vplive iz kmetijske dejavnosti, tako na površinske kot na podzemne vode oziroma vodne vire pitnih vod. V okviru tega projekta bomo razvili nekatere nove tehnološke pristope, ki jih bomo preizkusili tudi v praksi na demonstracijskih kmetijah v okviru projekta. Pričakujemo, da se bodo dobre prakse kmetovanja na kmetijah uveljavile tudi širom po Sloveniji, s čimer bo dosežen tudi glavni namen projekta, to je vzpostavitev dobrega stanja površinskih in podzemnih vod. Če sedaj na kratko predstavim partnerje projekta EIP Vode. V tem projektu sodelujejo partnerji različnih profilov, kot je predvideno tudi že v zasnovi projektov Evropskega inovativnega partnerstva. Raziskovalne inštitucije so na tem spisku označene z modro barvo, izobraževalne z rdečo, Kmetijska svetovalna služba, ki je na spisku označena s temnozeleno, in pa kmetije zelena barva. Geološki zavod Slovenije je vodilni partner projekta, potem imamo dve izobraževalni inštituciji, Grm Novo mesto, Center biotehnike in turizma, in pa Biotehniška fakulteta Univerze v Ljubljani. Potem imamo Kmetijski inštitut Slovenije in pa Inštitut za hmeljarstvo in pivovarništvo iz Žalca. Kmetijsko svetovalno službo zastopa Kmetijsko-gozdarski zavod Maribor, potem pa imamo še 5 kmetij, kmetijskih gospodarstev, Farme Ihan, kmetija Slemenjak iz Miklavža na Dravskem polju, potem kmetija Rančiga iz Gomilskega, kmetija Vrabec Pliskovica na Krasu in pa kmetija Zatler iz Kleč v Ljubljani. Vsega skupaj je torej v projektu 11 projektnih partnerjev. Če si najprej nekoliko pogledamo, zakaj je sploh potreben naš projekt. Namreč v skladu z zahtevami Evropske okvirne vodne direktive mora tudi Slovenija z monitoringom nadzorovati kakovost in količino svojih vodnih teles in o stanju vodnih teles naprej poročati Evropski komisiji. Okvirna Evropska vodna direktiva tudi zahteva, da se vsaj do leta 2021 vsa vodna telesa v državi spravijo v dobro stanje. Trenutno so nitrati najpomembnejše onesnaževalo podzemne vode v Sloveniji, kar kaže tudi karta na zaslonu. Namreč zaradi nitratov se trenutno kar 3 vodna telesa v slabem kemijskem stanju, in sicer Murska, Dravska in Savinjska kotlina. Probleme z nitrati pa imata še vodonosnika Krško in pa Sorško polje. Do sedaj izvedene študije so pokazale, da je kmetijstvo kar pomemben onesnaževalec podzemnih vod, površinskih vod in tudi virov pitne vode. Namreč v Sloveniji kar preko 97% vse pitne vode izhaja iz podzemnih vodonosnikov. Na sliki je predstavljen primer študije Dravskega polja, kjer so bili podrobno kvantificirani vsi možni viri dušika, ki bi se lahko izpirali iz površja v tla in naprej v vode. Grafično je prikazan
tako delež prebivalstva, se pravi dušika, ki izhaja iz prebivalstva, potem dušiki živinoreje, bodisi govedoreja, prašiči, kokoši, dušik iz mineralnih gnojil, dušik iz padavin, ki ga je tudi kar precej, in pa dušik, ki ga prinesejo dotoki vod s Pohorja. No, in kot vidimo, sta največja potencialna vira onesnaženja govedoreja in pa raba mineralnih gnojil. Torej, kar pomemben delež nitratov v vodah izhaja iz živinoreje. In v okviru projekta EIP vode ocenjujemo, da bi bilo možno na področju živinoreje še marsikaj postoriti s ciljem zmanjšanja emisij v površinske in podzemne vode. Rešitev situacije lahko iščemo v dveh smereh. Prva smer je zmanjšanje kmetijske proizvodnje, kar pa seveda ni v skladu z usmeritvijo Slovenije v večjo stopnjo samooskrbe. Druga možnost, ki se nam zdi seveda mnogo boljša, pa je usmeritev v bolj strokovno in sodobno ravnanje z živinskimi gnojili, kamor spada tudi njihova dodatna obdelava. Ti postopki zagotavljajo po eni strani učinkovitejšo izrabo hranil pri rastlinah, po drugi strani pa tudi manjšo stopnjo izpiranja nitratov v tla ter naprej potem v površinske in podzemne vode. Na tej skici je shematsko prikazan potek projekta EIP vode. V okviru projekta imamo 3 partnerske živinorejske obrate, kjer nastaja gnojevka, to je na farmah Ihan, kjer nastaja svinjska gnojevka, in pa na kmetiji Slemenjak iz Miklavža na Dravskem polju ter v hlevu Kmetijskega inštituta v Jabljah, tu pa nastaja goveja gnojevka. In gnojevko dodatno obdelujemo na 2 načina, s kompostiranjem oziroma da se iz nje izdelujejo pelete. Uporabljamo pa tudi nepredelano gnojevko kot primerjavo z obstoječo prakso na kmetijah. In ta dodatno obdelana živinska gnojila se aplicirajo na demonstracijskih kmetijskih površinah partnerskih kmetij, to je kmetija Rančigaj iz Gomilskega, je hmeljarska kmetija, potem kmetija Zatler iz Kleč v Ljubljani, ukvarja se s pridelavo zelenjave, potem kmetija Orabec iz Pliskovice, vinogradniška kmetija, že prej omenjena kmetija Slemenjak, ki se ukvarja z govedorejo, in pa na kmetijskih površinah Višje kmetijske šole Grm Novo mesto. Pod demonstracijskimi površinami izcedne vode s teh površin lovimo v lizimetre ter v njih merimo količino nitratov. Tu gre dejansko za tiste vode, ki se s površja kmetijske površine stekajo v vodonosnik in ga seveda na ta način onesnažujejo. Na kratko še o pričakovanih rezultatih projekta EIP vode. Vzpostavljena bosta 2 demonstracijska centra za dodatno obdelavo živinskih gnojil, in sicer na Kmetijskem inštitutu v Jabljah in pa na farmi Klinja vas pri Kočevju. Potem vzpostavljene bodo demonstracijske kmetijske površine za prikaz dobrih kmetijskih praks z zmanjšanim negativnim vplivom na vode na partnerskih kmetijah. Potem bo vzpostavljena mreža lizimetrov na teh pilotnih kmetijah za kvantitativno opredelitev vpliva kmetijskih površin na površinske ali podzemne vode. Potem bodo razviti peleti za gnojenje
iz trdne faze prašičjega in govejega gnoja, demonstracija načina kompostiranja svinjske gnojevke na primeru farme Klinja vas, potem bo razvit prototip prekrovov lagun za živalsko gnojevko, katerih cilj je zmanjšanje emisij, in pa zelo pomembno prenos rezultatov projekta tako na druga živinorejska gospodarstva v Sloveniji, kakor tudi na kmetijsko in okoljsko stroko.